Ime tedna. Ime tedna na Valu 202 je Jaka Kranjc, generalni sekretar pri Ekologih brez meja, kjer si med drugim uspešno prizadevajo za evropska mesta brez odpadkov in krožno gospodarstvo na lokalni ravni. Aktivno sodelujejo z občinama Bled in Gorje, ki sta po oceni organizacije Mission Zero Academy postali prvi evropski certificirani občini na poti do družbe brez odpadkov. Jaka Kranjc, dober dan želim. Pozdravljeni. Kje smo vas ujeli na ta praznični ponedeljek? V hribih nad Kranjsko goro. Kakšne so razmere? Razmere so, bom rekel, v vršnih delih seveda še zimske, potrebna vsa oprema, niže dol pa prav prijetno pomladansko toplo. No, ampak glede na to, da ste predstavnik Ekologov brez meja, sem bolj ciljal na to, ali so poti čiste, ste že pobrali kakšen odpadek na poti? V bistvu je res, da smo našli eno plastenko, ampak sicer je pot precej čista, ker tudi ni zelo obljudena. In seveda boste vse skupaj odnesli sabo v dolino, ne? Seveda. Ja. Glede omenjenih občin, torej, ki sta prvi evropski certificirani občini na poti do družbe brez odpadkov, je bolj za čestitati vam ali tema občinama? Zagotovo je to skupni trud. Mi smo jih usmerjali, mi smo jim pomagali z znanjem, z primeri iz drugod, s predlogi, s podporo, ampak večino dela so seveda upravile občine same, njihovi prebivalci. Izpostaviti je potrebno tudi infrastrukturo Bled, ki skrbi za odpadke v obeh občinah in se tudi zelo trudi spodbujati vse segmente družbe k temu, da proizvedejo manj odpadkov, da z njimi bolje ravnajo in predvsem v teh dveh občinah je pomembno to delo s turisti, ker je v tem času, odkar so sprejele strategije za družbo z manj odpadki, je količina turistov se je podvojila na več kot 1 milijon na leto in predstavlja za dve tako majhni občini to gromozansko obremenitev. Hkrati pa se je količina mešanih odpadkov na turista zmanjšala, ne? Tako je, to je en tak dokaz, da so vse ta dela, mogoče časih ukrepi, ki se zdijo zelo malenkosti ali pa trivialni, ko jih enkrat vse na kup nabereš, ko jih ponavljaš, se števajo, se multiplicirajo, potencirajo in na koncu se da dobiti rezultate. Kateri so recimo ti ukrepi čisto konkretno? Naprimer, spodbujali so tako gostince kot druge turistične ponudnike k sprejemanju lastnih ukrepov. Sama odpadkovna politika je taka, da spodbuja in gospodinstva in, ko bi rekel, poslovni svet, da proizvajajo manj odpadkov, zato ker potem plačujejo manj stroškov. Nadzor imajo zelo dobro urejen, ničelno toleranco do divjega odlaganja, do smetenja, tako da sproti to rešujejo, ker tudi vemo, da odpadki v naravi privabljajo druge odpadke. Tako da je res pomembno hitro ukrepanje, da zadeva ne uide izven rok. Tudi okrog jezera so veliko naredili, kjer je zelo veliko obremenitev s turisti, seveda, da se jih spodbuja, da ločujejo odpadke že na vhodu v mesto ob cesti, napis, da si moramo skupaj truditi za kaj narediti, tako da tudi turisti to vidijo. Potem imamo odlične primere, kot je naprimer hotel Ribno na Bledu, kjer so si sami v inštituciji zadali to pot in zminimizirali količino odpadkov, popolnoma prenovili sistem dela in kakšne goste privabljajo in so tudi sami primer dobre prakse na evropski ravni. Omenjate nadzor, ki domnevam vodi tudi potem v globe lahko? Seveda, nadzor je vedno sorazmeren, če tako rečem. Mogoče prvo opozorilo, potem globe, obiski inšpektorjev itd. Seveda odvisno za kako hude prekrške gre, na primer. Ko ste sporočili, da sta Bled in Gorje prvi evropski certificirani občini Zero Waste, ste dodali, da sta prejeli 2 zvezdici od 5. Kaj to pomeni? Kaj ima manjka do 5? Mogoče se res sliši malo, ker je samo 2 od 5, ne, ampak certifikat je bil tako zasnovan, da je 5 zvezdic izjemno težko doseči, ker je namen certifikata, da ravno spodbuja odličnost. In ne odličnost tako, da mogoče v 2 letih pač prideš do 5 zvezdic in je to, ampak ker vedno govorimo, da je Zero Waste pot, neka konstantna avantura izboljšav, optimizacije, prilagajanja, nadgrajevanja ukrepov, so potrebni pa tudi certifikati taki, ki nadgrajujejo dolgoročno razmišljanje, dolgoročno ukrepanje. Tako da 2 zvezdici že sami po sebi pomeni ta dober dosežek, ker certifikat po eni strani ima cel kup
obveznih kriterijev, brez katerih sploh ne moreš dobiti certifikata in jih je že teh več kot 10. Potem za eno zvezdico moraš doseči vsaj 40 od 100 dodatnih točk. Če jih ne dosežeš, niti ene zvezdice ne dobiš, pomeni, da spet nisi niti prišel do osnovnega certifikata. Tako da z 2 zvezdicami je dokazano, da je veliko rezultatov že doseženih. Seveda se pozna, da so to občine, ki so se s tem ukvarjale že dlje. Zato so tudi lažji pionirji na tem področju. Ampak skozi certificiranje, skozi to revizijo se je tudi pokazalo, kje so tiste točke, kjer se da še izboljšati, kje so priložnosti za nadaljno optimizacijo in v bistvu je skozi proces nastal en tak seznam predlogov za nadaljne delo, ki bo olajšal izboljšave. No, ampak 5 zvezdic vseeno ne pomeni, praznih zabojnikov za smeti, tiste navadne, kot jim rečemo, ali preostale. Zelo blizu. 5 zvezdic, v bistvu v Evropi imamo par občin, ki dosegajo tudi po čez 90% stopnjo ločenega zbiranja odpadkov, tako da lahko prijemamo zelo blizu temu, da bi imeli skoraj prazne te preostale črne kante. Ampak certifikat za 5 zvezdic ne zahteva tako izjemnih dosežkov, se da tudi prek drugih točk precej blizu priti, ampak dejansko pa zahteva zmanjšanje količin odpadkov in višjo stopnjo ločenega zbiranja. Tako da je povezano. Ti občini, torej Bled in Gorje, sta dosegli oziroma povečali stopnjo ločenega zbiranja na 71 oziroma 75% za primerjavo. Koliko časa je trajalo, da sta dosegli ta napredek? Napredek je bil opazen vsako leto. Ni bilo nekih skokovitih sprememb, če pogledamo, ker nam vsako leto poročajo, kaj se dogaja. Seveda se je poznalo mogoče v lanskem letu, pa v predlanskem letu, ker je bila turistična sezona precej drugačna, potem v občinah, kjer mogoče šele uvajajo zbiranje od vrat do vrat in podobne spremembe. Tam so lahko tudi kakšni večji skoki, ampak v teh občinah smo dejansko preračunali, koliko odpadkov v resnici lokalno prebivalstvo proizvede, koliko pa doprinesejo turisti. In na podlagi tega smo potem ocenjevali dejanski napredek. Ker seveda, naprimer, to, kar smo rekli, da se zmanjšala količina odpadkov na turizma, to je bil en od rezultatov na podlagi tega izračuna. Ker nas in komunalo vedno zanima, kakšno je lokalno prebivalstvo, a že razumejo to idejo, a so jo že prevzeli za svojo, a dihajo z nami, a imajo isti cilj. Ker s turisti je pa dela neskončno. V povprečju ostajajo v teh občinah po 3 dni recimo in seveda po 3 dneh moraš z novimi ljudmi na novo komunicirati. Lokalnim prebivalstvom je pa omogočeno kontinuirano skozi leta, skozi sezone in podobno in je precej lažje. Jaka Kranjc, povejte, kako odzivne so druge slovenske občine? Vidim, da nekatere recimo šele pristopajo k temu projektu, medtem ko sta, kot rečeno, Bled in Gorje že dosegli zelo konkretne, dobre rezultate. V mreži imamo trenutno 16, približno 9 je takih, ki so k njej pristopile že pred leti in bi bile tudi primerne za pridobivanje istega certifikata že. Za druge, te, ki so se ravno pridružile, je ena stopnja certifikata predtem kot kandidatke za Zero Waste občine, ki je bolj korak na poti do pravega certificiranja in je tudi precej bolj enostaven. Ampak napredek je od občine do občine različen. Ponekod so si tudi pot zastavili malo drugače, ker se cilj dolgoročni je za vse približno enak. Želimo se čim bolj približati tem krožnemu gospodarstvu, ničelni stopnji odpadkov, ampak kako da tja pridemo, pa ali se tja sprehajamo, ali tja tečemo, ali tja šprintamo, to je pa čisto na strani lokalne skupnosti in politike, za kakšno ambiciozno se odločijo in potem kakšno strategijo in ukrepe sprejemajo. Tako da nekatere občine korakajo bolj počasi, če tako rečem, nekatere pa precej več delajo. Ne pomeni pa seveda to, da samo tiste, ki so vključene v ta projekt, stremijo k temu cilju. Najbrž se nekatere občine, z nekimi lastnimi akcijami in spodbudami prav tako odločajo za osveščanje prebivalcev. Vse, če pomislimo, kako imamo urejeno ravnanje z odpadki, pa kakšne cilje imamo strateške zastavljene, je širše prepoznana ta potreba v prehodu
krožnemu gospodarstvu recimo in seveda se ne ukvarjamo samo mi s tem. Imamo v mreži toliko in toliko občin, vedno več je interesa, ker pač mi jim na poti tudi pomagamo in včasih je tudi občinam koristno, da imajo eno dodatno znanje spodbudo mogoče, pa en dodaten vir znanj ali pa operativcev, če je potreba. Tako da je lažje. Sploh, če si predstavljamo kakšne manjše občine, naprimer v Gorju je celotna uprava sestavljena iz 6-7 oseb. Ne? In veliko občin nima osebe, ki bi mogoče samo za okolje skrbela, pa samo za odpadke, pa da bi imela cel oddelek, ki se lahko ukvarja s krožnim gospodarstvom. In take občine potem bolj cenijo podporo, ki jo lahko nudimo. Morda samo že to vprašanje za konec. Kako bi ocenili naš odnos recimo do tega ločenega zbiranja odpadkov? Je to nekaj, kar je tako samoumevno, kot da drugačnega načina sploh nikoli nismo poznali, ali niste tako zadovoljni? Bi rekel, jaz sem precej zadovoljen, zato ker na državni ravni dosegamo že primerjalno z drugimi državami po Evropi precej dobre rezultate. Zelo visoke, smo proti vrhu. Seveda pa vidimo, mogoče na prireditvah, vidimo v nekaterih občinah precej razlik po državi, tako rekel, tako da je tudi mogoče so razlike med komunalami, kako organizirano zbiranje, pa koliko delajo na zaveščanju pa spodbujanju. Ampak načeloma bi rekel, da stopna zaveščenosti, kar se tiče ločenega zbiranja, da je že visoka, da je precej že to privzeto kot neko ravnanje, ki ga delamo po privzetama, ne? Ampak se vedno opažamo, ko odpiramo koše, ko jih stresamo, ko delamo sortirne analize, ponovno jih imamo na voljo za celo državo, vidimo, da je še veliko organskih odpadkov noter, ki sodijo drugam, da je veliko ene embalaže, ki najbrž niti ne bi smela obstajati, pa moramo delati na boljši zasnovi s proizvajalci, da so noter stvari kot so plenice, na katere vsi pozabljajo, da je noter še vedno kakšna baterija, elektronska oprema, tekstil, za kar imamo za silo druge sisteme, ampak je treba pač preusmeriti te odpadke drugam. Tako da dela ostaja. Ja, mislim pa, da sva tudi danes morda marsikoga spodbudila k premisleku, a ne, ko bo naslednjič kaj odvrgel v smeti, da bo preveril, ali res sodi v točno tisti koš ali morda v katerega drugega. Jaka Kranjc, generalni sekretar pri Ekologih brez meja, je ime tedna na Valu 202. Hvala za pogovor, čestitke za vaše uspehe in vas spodbujamo pri tem trudu tudi v nadaljnje. Najlepša hvala, pa lep dan. Tudi vam, srečno.